Na ministrstvu ne dajejo nobenih konkretnih pojasnil, češ da bo vse rešeno v pol leta z novim pravilnikom. Glede opozorila na pomen odzivnega časa za preživetje pacienta je bil odgovor predstavnice ministrstva, da bo pač država nase prevzela krivdo za po tej plati izgubljeno življenje, je Tomšičeva poročala svetnikom o dosedanjih sestankovanjih glede ureditve urgence. Povedala bi še, da te sestanki niso bili formalizirani in nikoli nismo dobili zapisnika niti sestankov, ki so bili organizirani v splošni bolnišnici Brežice, kot tudi prej omenjenega 15.12. Ne moremo pristati na zmanjšanje standarda zdravstvenega varstva, torej zdravstveni dom po noči ne sme ostati zaprt, pravijo svetniki. Zdravnik in svetnik Božidar Grobolšek je naštel prednosti sedanje organiziranosti urgence, ko občani ob katerikoli uri lahko pokličajo v zdravstveni dom. Vemo, kdo kliče, odkot kliče, predvsem starejši zdravniki vemo, zakaj se gre in lažje ocenimo, a je dejansko bolj potrebna ta intervencija že ali še pa ni potrebna. Veliko se da svetovati po telefonu in povabiti bolnika na redni pregled, je povedal Grobolšek. Tudi nujna medicinska pomoč mora živeti s krajem, ne pa da je samo kot neki servis. Zdravstveni dom je dlje časa zbiral potrebna sredstva in dokumentacijo za gradnjo preventivnega centra ter primernejših prostorov za nujno pomoč. Zdaj, ko je vse pripravljeno, pa si ne upajo začeti zaradi nedorečenosti okrog urgence in naložbo prelagajo na jesenski čas, je povedala Tomšičeva.